Ja, torej, Grajski vinograd je še ena izmed zelenih zgodb Ljubljanskega gradu. Leta 2016, ko se je Ljubljana ponašala z nazivom Zelena prestolnica Evrope, smo tule na južnem pobočju Grajskega griča zasadili 1050 trsov bele in rdeče sorte vina. Napolnili že 2 sezoni, torej 2-krat že buteljčili steklenice. In ja, odlično se podajo tudi k grajskemu produktu večerja v vinogradu. In lepo Grajski vinograd tudi zaokrožuje tole našo vinsko zgodbo, ki jo na gradu gojimo s potomko stare trte iz mariborskega Lenta na Grajskem dvorišču, z Grajsko vinoteko na Ljubljanskem gradu, ki ponuja izključno slovenska vina, med drugim tudi Rdečegrajec in Belpin iz Grajskega vinograda. Potem sva se nekega nedeljskega popoldneva peljala mimo te posesti, ki je bila popolnoma zaraščena, in moja prva asociacija je bila: ustavi, da vidim, kaj je to za ena trnuljčica. No, kasneje se je izkazalo, da je bilo res zaraščeno s črnim trnom, katerega plod je trnulja. In tako je samo posestvo dobilo ime ob prvem stiku s posestvom, ko ni bilo še nič takega, kar vidimo danes. Vizija je postati najbolj prepoznavno trajnostno posestvo v Evropi. V nekem delu smo to že uspeli, saj nas je časopis The Guardian označil kot eno od 10 najboljših nastanitev v Evropi, ki nudijo tudi kulinarične delavnice.